Dobrodošli tudi z moje strani. Samo redko predavam po slovensko, tako da že vnaprej se opravičujem za morebitne napake. Sicer pa sem iz Nemčije, po poklicu okoljski ekonomist, doktoriral sem na Švedskem na temo podnebna politika in zelena rast. Trenutno delamo v projektu Care for Climate, ki tudi financira ta dogodek. Organizirali smo že veliko strokovnih ekskurzij, vendar prvič organiziramo ekskurzijo v virtualni obliki. Kot je že omenjeno v enem od videoposnetkov, ima to prednost, da lahko enostavno potujemo v vesolje. Slika dobro prikazuje pomen Sonca za življenje na tem planetu. Sonce je neverjetno velik vir energije. Le majhen del te energije sploh doseže Zemljo. Toda ta majhen del je še vedno ogromna količina. Sonce v manj kot eni uri pošlje na Zemljo več energije, kot vsi porabimo v enem letu. Glede na tako veliko količino energije sploh ni presenetljivo, da je potencial za proizvodnjo električne energije iz sončne energije tudi zelo velik. Tehnični potencial za proizvodnjo elektrike iz sončnih elektrarn, nameščenih na strehe že obstoječih stavb, parkiriščih in degradiranih območjih, je več kot 27 teravatnih ur na leto. To je približno dvakrat več od trenutne končne rabe. Žal se izkoristi trenutno le 1% tehničnega potenciala, kar zagotavlja približno 2% končne rabe električne energije v Sloveniji. Čeprav 2% ne sliši veliko, nam pretekli razvoj kaže, da je bila večina proizvodnih kapacitet dodana v samo nekaj letih, od leta približno 2010 do 2014. Hiter napredek je možen, če je tudi politična volja. Glih danes sem slišal, da je holding Slovenske elektrarne pridobil gradbeno dovoljenje za 3 megavatno sončno elektrarno, ki jo bodo gradili na rekultiviranem in zaprtem delu odlagališča nevarnih odpadkov pri Hrastniku. Če zdaj gledamo v primerjava scenarij prihodnosti kaže, da je pretekla rast le začetek veliko večjega prehoda. Ta majhen rdeči kvadratek je to, kaj je bil od 2009 do 2020. Rad bi še omenil, da niti najbolj ambiciozen scenarij do leta 2050 ne izkoristi niti polovico tehničnega potenciala. Gre samo do približno 10 teravatnih ur in potencial je več kot 27 teravatnih ur. Še vedno je to zelo hiter razvoj. Ali so scenariji z visokimi deleži sončne energije sploh realni ali so bolj nerealni? Če gledamo World Energy Outlook, Mednarodne energetske agencije, tukaj v pisanih barvah, bi nas verjetno moralo skrbeti ravno nasprotno, in sicer, da še vedno podcenjujemo razvoj sončne energije. Črna linija tukaj prikaže resen razvoj in je bil v bistvu veliko hitreje, kot modeli od Mednarodne energetske agencije so mislili. Kako je mogoče, da je bil razvoj sončne energije tako sistematično podcenjevan? Ena od razlogov je, da še vedno veliko ljudi misli, da je sončna energija draga. Kaj je še veljalo pred 10 do 15 leti, je danes ravno obratno. Če gledamo graf, rumena krivulja prikazuje tako imenovano levelized cost of electricity, to so stroške proizvodnje električne energije, in rumena krivulja kaže to za sončne elektrarne. V primerjavi vijolična krivulja prikazuje razvoj jedrske energije in glih nasproten razvoj je
Še en razlog, zakaj je bil razvoj sončne energije sistematično podcenjevan, je, da številne države še vedno plačujejo subvencije za sončne elektrarne. Ti so, se jaz mislim tako, so potrebni, ker so investicijski stroški za sončne elektrarne še vedno visoki. Subvencije so tudi upravičene, tudi če se sončna energija že izplača, ker sončne elektrarne zmanjšujejo negativne eksternalije, kot so izpusti toplogrednih plinov. Več o subvencijah v Sloveniji bomo slišali v naslednji predstavitvi iz strani Ekosklada. Končno je bil razvoj sončne energije hitrejši tudi, kot smo pričakovali, saj smo verjetno pametnejši, kot smo mislili. Tehnične novosti omogočajo uporabo solarnih modulov na vedno več mestih. Tukaj na levi strani vidimo en primer iz Gorenjske, integrirane sončne elektrarne na stavbah. Tudi se da instalirati sončne elektrarne na protihrupnih ograjah, hitrih cest, to je tukaj v sredini, en primer iz občine Šempeter. Ali pa kot so naredili pri Snagi v Ljubljani, da so sončne elektrarne na parkirišču. Ampak ne samo tehnične novosti, tudi novi poslovni modeli in modeli financiranja naredijo sončno energijo bolj privlačno za ljudi in organizacije, ki morda nimajo toliko kapitala. In nenazadnje je moč v sodelovanju. Če je streha prevelika, naložba predraga ali če je projektno vodenje preveč za posameznik, je res moč v sodelovanju. In seveda je sodelovanje pogosto tudi zabavno. No, to je bil kratka predstavitve iz moje strani. Hvala za pozornost in zdaj bomo poslušali en primer iz Ajdovščine in potem več o subvencijah iz strani Ekosklada. Hvala.